Živijo, september je tukaj in čas je, da si pogledamo, čemu slediti po modri polni luni. Cel mesec smo govorili o njej. Videli smo, da je bila zelo pomembna, da je bila zelo intenzivna za marsikoga in sedaj je čas, da po tej polni luni oziroma modri polni luni poskrbimo, da bo naša energija stabilna. September kot tak mesec zna zelo velikrat ljudem, tokrat pa še prav posebej iti v zelo velik neke raztreščenosti. To pomeni, da so ljudje malo zmedeni, pa čisto utrujeni, pa oni efekti dopusta kar popustijo, kar je zelo, zelo škoda in da res ne vejo, tako prav počutijo so zmedene. In ogromno ljudi bi lahko v tem obdobju čutili prav to, neko zmedenost, kada ne vejo, kaj treba narediti, a veš, kam se obrniti. Torej, kako scentralizirati svojo energijo, bo tokrat vprašanje za nebeško skop. To pomeni, da si urediš misli, da si urediš, da boš res v energijah stoičen, da boš, razumeš, da se ti ne dogaja to, da si raztreščena, kaj tiče. Si raztreščena, se potem zgodi to, da ti nič ne funkcionira. Ne funkcionira ti telo, ne funkcionirajo ti čustva, ne funkcionirajo ti odnosi, definitivno ne funkcionira potem manifestacija. Torej, nebeško skop naj tokrat navdihne sporočilo za, po domače povedano, tvoje možgane. Kako poskrbeti za res umirjeno, stabilno energijo brez kakršne koli zmedenosti. Ok, to je to. Pa bomo začeli, meni je to tako najlažje, da grem kar po mesecih, pa bomo začela pri januarju, torej pri znamenju Kozoroga. Kozorogi, kako bo z vašimi mislimi? Vaša prva karta je, take intuitivne karte sem vzela tokrat, take zanimive, take močne. Tree of Life, drevo življenja. Dragi Kozorogi, vam prinaša miselno stabilnost, stik z naravo. Biti v naravi, biti okrog dreves, mogoče prav kar konkretno, iti v gozd, prizemljevati se, kakršnekoli tehnike prizemljevanja biti prišle prav, ampak definitivno narava bo za tebe imela ogromno neke zdravilne moči. Prav mati narava. Kadarkoli imaš priložnost, a veš tisto, ko se odločaš, ja bi zdaj raje še eno serijo pogledala, a pa šla malo ven na sprehod, pejt ven na sprehod, ti pa predlagam, da poleg mogoče nekega gibanja v naravi, bi jaz rekla, da si tudi v naravi na način, da sediš v naravi, da meditiraš v naravi, a pa da saj malo dihaš v naravi. To bi ti izjemno prišlo prav za stabilnost uma, predihano telo, to je to vse, da bilo pa kaj drugega nekaj s tabo, večjega pa tako v mesecu septembru ne bo, vse bo ok. Glede na to karto, če malo dovedeš te energije, ti bo super, ampak da bi bilo pa pri tebi karkoli drugega narobe, pa ne bo. Okay? Tako da, evo, to je to. Pa gremo naprej na vodnarje. Dragi vodnarji, jaz sem tudi vodnarka, kako pa je, kakšno je pa navodilo torej za našo stabilno energijo, kaj je pomembno? Evo, karta. Time, pa 33, mojsterska številka, čas. To je pa karta časa. Okay? Dragi vodnarji, za nas je navodilo, da moramo pametno razporejati svoj čas. To pomeni svoj čas zdaj namenjati samo stvarem, ki te veselijo, stvarem, za katere veš, da bojo na koncu prišle ven v nek rezultat, v nekaj, kar si ti želiš, v nekaj, razumeš, kar bo vodil k tvojemu življenjskemu poslanstvu. Karkoli bi tebi lahko izčrpal energijo v mesecu septembru, je sam ukvarjanje z ljudmi, ali pa z njihovimi dramami, ali pa z njihovimi jamranji in tako naprej. Zaradi tega, kar bi ti bilo sam tako, ne mogu više, malo vse kecam, ne moram več, ne. Tako da jaz mislim, da pametno razporejanje časa ne razmetava čas stran. Ne gre se tukaj bolj, da imaš ti težave s svojimi mislimi, mislim, da bojo zelo nacentrirane, ampak čas v bistvu, ki bi se ga pa kar metal v neke energije, ki nič ne vračajo nazaj, po domače ti bom povedala, to je tisto, kar bi ti pa lahko prinesli neko energijsko utrujenost, kar je pa absolutno škoda. Tako da zelo pogledati na ta čas, imaš zelo, tudi preko te karte imaš zelo dobro dispozicijo trenutno
v mesecu septembru, da si ful ene močne poslovne temelje postaviš, ampak pol pa ni časa za, razumeš, za vse, ki so okay? Tako da prosim poslušaj me. In tudi jaz bom pametno namenjala svoj čas. Torej, Mihaelu, pa vam. Živalim, no ja, še par prijateljev. No, pustimo, gremo naprej. Pa gremo potem naprej na ribice. Ribice, kako boste pa vi skrbele, da boste stabilne, ok? Seme. Tole je pa karta semena. Posaditi nove sadike, zato da bo nekaj zrastel, zato da lahko pride do žetve. Okay? Vi morate, drage ribe, boste imele ogromno nekih novih idej, tudi poslovnih idej, boste imele konkretno v septembru, ampak morate paziti, jaz bi vam svetovala res eno stvar, ko vi posadite ta semena, jaz to ne bi preveč razlagala drugim ljudem. Ker drugi ljudje, zdaj če gledamo to karto, pa seštevek potem številke, ki gre pol v 11 skupaj, bi vam eni ljudje bili lahko nevoščljivi ali pa ne bi razumeli sploh, zakaj vi to delate, in potem bi vam lahko zasidrali dvome. In potem bi bili vi zmedeni in potem ne bi vedeli, a je res bila to prava intuitivna stvar, a je res to za vas, a ni res to za vas, in bi v bistvu to seme, ki je pripravljeno, da vzklije, bi ga definitivno ogrozili. Tako da, drage ribe, kar ste se odločili, da naredite, speljte do konca. In v bistvu dajte druge ljudi obvestiti o tem, ko bo že vsega konc. To pomeni, ko bo že vse postavljen in ko bo recimo nekaj za pokazati. Kaj prej pa ne. Kaj prej pa ne, ker drugi ljudje s svojimi mnenji, pa tako naprej, ki ne razumejo vaše individualne narave, bi vam to lahko zamajali. In jaz mislim, da je to ful velika škoda. Res zaupite svoji intuiciji. Imate nove priložnosti zelo močne. Ne dovoli drugim energijam, da pridejo noter. Zelo pomembno. Okay? In potem imamo naprej ovne. Dragi ovni, kako boste vi pazili na svojo stabilno energijo? Roke. Roke, kaj to pomeni? Moraš si redno umivati roke. Hecam se. Okay? Ovni, za vas stabilne energije preko te karte rok pomenijo, da bo v bistvu vam prinašal to, da ste vi miselno mirni, čustveno mirni in da vam bo manifestacija, to je ful ta karta, mirna, stvari, ki jih samo vi ustvarite z lastnimi rokami. Ta karta je in vam govori, ne se zanašati na druge ljudi. Ne me narobe razumeti, ni grdo mišljeno, ampak je mišljeno na način. Če vi čakate, da se nekaj premakne naprej drugega človeka, da bo on namesto vam nekaj naredil, da vam bo on nekaj prinesel, pa tako naprej, to ni dobra odločitev, zaradi tega, ker boste samo zmedeni, ali pa drugi ljudje, ki bi tukaj sodelovali, so lahko zelo zmedeni. A veš, kaj mislim? Zanašati se boste mogli na svoje odločitve, na svoje delo in tisto, kar vi naredite. Vem, da vam bo zdaj malo, pa vse v življenju rabim sama. Ja, vem, da ti je to mogoče zdaj malo tečno, kar si zdaj slišala od mene, ampak resno ti povem, za dobro manifestacijo, za stabilno manifestacijo se lahko v tem obdobju zanašaš na sebe. Če ti kdorkoli, nekaj za povrh da, ok, v redu, ampak ne bi jaz nikogar čakala. Tudi če te kdorkoli reče, ti bom nekaj pomagal, ti bom nekaj pomagala, pa vi pol zaradi tega čakate, zdaj ni ok, da bi vi to čakali. Ali najte druge ljudi, če res nekaj sami ne morete, ampak ne pa definitivno ne čakati, ker to bi vam povzročil pač neko to potresno energijo. A veš, kaj mislim, ne? Ok, kaj pa biki? Biki, kako boste pa vi stabilni? Kako imeti stabilno energijo? Glasba. Dragi biki, v bistvu zdaj, če pogledamo pač na tej karti, tudi ena punca, ki ima gor v bistvu slušalke. Okay? Ta v bistvu karta simbolizira to, ne samo, da poslušate glasbo, ampak definitivno bi vam prav prišlo, če bi kakšne zdravilne frekvence, kakšno glasbo imeli kar tako, čez dan malo pržgano, absolutno, ampak je to, ta glasba pa v bistvu, zdaj ima ona gor slušalke, pa takole se drži, pa tako naprej. Jaz sem takoj dobila tukaj zraven še informacijo o meditacijah. Za vas, biki, je ful ključna meditacija.
Torej, pač meditacija ima vedno zadnji še pač neko lepo glasbo, ampak vedno, ko se počutite, da so bile energije divje, nestabilne, da vas je malo premetavalo sem pa tja, vas bo meditacija. Meditacija je vaš ključni faktor, da jo potegnete takrat, kadar se tako počutite in imate točno 24 ur časa, preden vam gre to manifestacijo. Vedno, ko začutite, da je malo nekaj zavibrira, pejte meditacijo, naredite tudi če je kratka 5-minutna meditacija in se stabilizirate. Ampak meditacija vas bo v mesecu septembru absolutno podpirala. Okay. In pa bikih imamo dvojčke. Dvojčki, kako boste pa, razodetje, kako boste pa vi stabilni, duhovna rast. Duhovna rast, duhovna spoznanja, veš, stvari, ki so ki spoznaš glede svoje duše, pa so aha momenti. Wow, definitivno to. Za vas je v tem mesecu blazno pomembno, da delate stik s svojo dušo. Okay. Imaš tudi pri meni tečaj 23.9. dušna transcendenca. Jaz bi ti to močno svetovala glede na to karto, ne? Ampak stik s tvojo dušo. Zato, da tudi, ker se zunaj nekaj dogaja, pa si misliš, koliko je pa včasih ta svet čuden, pa ta svet je v bistvu, kakšen je, a veš, pa kar malo rataš, ko malo apatična, ne si tega dovoliti. Ne si definitivno ne tega dovoliti, če ima stik s svojo dušo, ona v vsaki situaciji, v vsakem kolektivnem dogajanju lahko najde za sebe sporočilo in manifestacijo. In kako v bistvu dobiš stik s svojo dušo, je pa preko duhovne rasti. Pospešena duhovna rast te definitivno kliče razumevanje svojih lekcij, razumeš, odkje prihajaš kot duša, kaj vse lahko dosežeš, potem te pa nadzemeljskega v bistvu ne more zamajati. A veš, kaj mislim? Ok, super. Potem gremo naprej po dvojčkih, gremo na rakce, raki, coins, kovanci, denar. Dragi raki, september je za vas ključen, da pogledate v svoje finance. Vam lahko čustveno ali miselno stanje zamaje samo dvoje, ali da imaš recimo skrb za finance, da te je strah za finance in potem kar vse potegne za sabo in čustvene stvari in tako dalje, ali pa da ne delaš na svojih željah in povečanju finančnega toka, kar si pa duša želi, neko večjo manifestacijo in potem kar rateš malo tako, se vse malo brez veze in tako dalje. Definitivno, pazi pa še karta številka 9, september, koliko močna karta, raki ste tokrat dobili. Stabilizirajte finance, stabilizirajte svoje finančna pričakovanja, optimizirajte finance, povečajte svoje sanje, povečajte svoje materialne želje. Izjemnega pomena je to za vas. Ta mesec je tukaj za vas, zato ker vaša duša tudi preko financ izkuša svoje. Veš, kaj reče, finance niso pomembne. Ja, res, zakaj smo se šli pa pol materialni svet materializirati kot ljudje, veš, kaj mislim. Tako da, absolutno finance so tiste, ki so tukaj zate zelo pomembne v tem mesecu. In po rakih imamo leve, ki smo se premaknili ven iz njihovega meseca, v mesec bolj devica, ne. Levi, nova vrata se odpirajo. Joj, levi, daj bom jaz za leve odprla kakšno karto, da morajo na vzorcih dela. Čakam ta dan, da se bo to zgodilo, a ne? Ne, hecam se, dragi levi, vam bo stabilizirali energijo odpiranja novih vrat. Rutina, ki ste jo do zdaj postavili, karijere, ki ste jih do zdaj postavili, odnosi, ki ste jih zdaj postavili, bo vam v mesecu zdaj ne morem več. Enostavno vam bo vse premalo. V enem trenutku se z nas zgodilo, boste pogledali okoli in boste rekli, zakaj že to delam, meni se to ne da več prenašati. Vi, dragi levi, hočete v septembru razmišljati, ne pravim, da rabite v septembru vse to narediti, ampak hočete definitivno razmišljati, ali ni mogoče čas, da razmišljate, ki ste zaposleni, o svojih podjetjih, ki hočete večje karijere, pa nekaj že imate, da se nekam preselite, mogoče celo v kakšne druge države, da se opremite z novimi ljudmi, zaradi tega, ker nič ni robe s temi, ki jih imate, ampak mogoče pač vam nič več novih informacij ne morejo prinesti, ampak vi rabite nove stvari, ker če ne, vas se ne bo dal sicer miselno zamajati, se vas bo dal pa zdolgočasiti. In če te nekaj zdolgočasi, potem leva to zamaje. Ker lev, ko mu je dolg čas, ima vse brez veze, to ne gre čez. In tako, ne? V mesecu septembru pa še toliko bolj.
In gremo naprej, device. Kako boste pa vi svojo stabilno energijo gradile, a ne? Feniks. Super. Feniks je v bistvu simbolika, ne se zdaj ustrašati tega device, da boste začeli čisto novo obdobje. To pomeni, da se vam bojo zgodile ful neke velike stvari, neke prebojne stvari, ene ste mogoče načrtovali, druge pa niste, ampak to so dobre, ko Feniks nastane iz pepela. Neke stvari se bojo zgodile čisto na novo in pa se bo zgodilo kar novo obdobje. Bodite samo prepričani, da si, ko se bojo te nove stvari dogajale, ali pa če boste šli, ne vem, v dogodke ali pa v karkoli, kar bo čisto novega, pazite, da si glede tega ne naredite drame v glavi. Kaj pa zdaj to pomeni? A veš, kaj pa zdaj to pomeni, če mi moramo iti ali na ta sestanek, ali pa na to poroko, ali pa ne vem kaj, razumeš? A smo vse prav naredili, nismo prav naredili, smo komu kupili darilo, nismo, a bojo vsi zadovoljni, ne si tega delati. Sam ne si tega delati. Ful se vam bo dogajalo novih stvari, ampak ne glede stvari, v katerih mogoče še niste bili in se bojo zdaj dogajale. Ne si narediti kakšen dan, 2, 3, 4, 5, prej, ne si narediti nobene drame v glavi, pa kakšnih pričakovanj, kaj pa če ta ne bo zadovoljen, kaj pa če temu nismo kaj rekli, kaj pa če temu nismo ugodili, ne si tega delati. To je tako totalno brez veze. Feniks tega ne dela. Ker to itak, pač neki srečni dogodki se vam lahko dogajajo, ampak če vi pridete kaj izčrpani zaradi tega, ker ste 5 dni naprej delali scenarij pred temi novimi stvarmi, ko pa če kaj ne bo, ne, brez veze. Samo utrujeni boste, sploh se note mogli veseliti. Zapomnite ti, kaj je teta Kristi rekla. Vse, kar se novega dogaja, bo vesela, vse sproti, ful dobro, opazuj, uživi v stvari, halo, device. A ne? Nič ne bo narobe. Vse bo super. Cool, device. Ok, gremo pol naprej na tehtnice. Drage tehtnice, kako boste vi stabilne? Komunikacija, drage tehtnice. Vi ste pa dobile, ne? Pa že, pazi to. 10 je gor na karti. To je, simbolizira tudi mesec oktober, a ne? In mesec karme, a ne? Drage tehtnice, če si nočete zakomplicirati septembra, je definitivno pomembna komunikacija in predvsem zelo jasna komunikacija. Okay? Ker če ne, bi se vam zamajali odnosi in bi se dostikrat spraševali, kaj je zdaj to, kaj se je zgodilo, s kom se je zgodilo, kje se je zgodilo. Samo zato, ker niste za une, ki ste hoteli vedeti, znali stvari vprašati ali pa soočati in tako dalje. Ne živeti v svoji glavi v mesecu septembru, ampak živite v svojem grlu. Vse povejte in vse vprašajte. Če mislite, da ima kdo z vami problem, se ne v glavi ukvarjati s tem, okay? Ampak vprašajte, a to lahko nekaj vprašam, a imaš ti kakšno težavo z mano? Pa potem hitro ugotoviš, kje so energije. Lepo te prosim, jasna komunikacija, brez da pričakuješ, da bodo ljudje kar vedeli, kaj zdaj te fali ali pa kaj zdaj ti rabiš, pa ne vem kaj, je za vas v mesecu septembru ključna, ker če ne, vam bo prišlo do nekih kratkih stikov, zato ker en drugega ne boste razumeli. To je ful škoda. A ne? Jasnost na plano, drage tehtnice. In imamo potem naprej škorpijone. Okay. Škorpijone, vaša stabilnost pa bo, žongler, po domače povedano, vaša stabilnost bi se, veste, kaj vam lahko povzroči samo nestabilnost? Preveč stvari, ki bi jih mogli naenkrat urediti. Pa je treba biti tukaj, pa je treba to zrihtati, pa je treba zrihtati, pa tako naprej in bi lahko v enem trenutku vi ratali malo tečni. Okay? Tako da, ful bi bilo dobro, da si naredite neko organizacijo, pa prosite druge ljudi, da vam pomagajo pri nekaterih stvareh. Nestabilnost bi vam lahko povzročili samo, če bi se vi v enem trenutku počutili, pa dobro, a zna kdo v tej hiši, kdo kaj sam narediti. A zna kdo kaj sam urediti, sam poklicati, sam zagotoviti, razumeš? In v bistvu nič ne narobe, to pomeni, da ljudje okrog vas pač ful računajo na vas, a ne? In rečejo, ja, pa sej boš ti to zrihtal, se boš ti to zrihtala, zato ker ti to najbolj zrihtaš, ampak vam pa v mesecu septembru bo pa mal prišlo čez glavo, zakaj moram vse jaz zrihtati?
povejte ljudem, utrujena sem, ne morem se zrihtati, prosim, da nekatere stvari tudi ti zrihtaš, ker če ne boste samo v bistvu skočili na te ljudi, pa jih boste hoteli malo davati, kar pa ni dobro, kar ne priporočamo, a ne. Tako da tudi vi niste pač vse mogočna bitja, ker lahko vedno se zrihtajo, tudi vi kdaj rabite malo miru, pa da ni vse, veš, koliko otroci, ki so mehni, mami, pa kaj je že, veš, no to je to. Tako nekako bi se lahko znotraj sebe malo počutili, preveč stvari naenkrat, a lahko to, pač vi si naredite svojo prioritetno lestvico, ostalim povejte, kje naj počakajo, pa kaj naj tudi oni naredijo, pa boste vi vse okej. Ker če ne, pač ne boste prijazni do njih, pa pride spet nova komplikacija. Ne? In po škorpionih imamo, ja, tako, samo še strelce, ta zadnje, a ne? Okej, grem po karto. Sorry, moram ven iz kadra. A ste videli tole? Veš, kaj pa najbolj smešen? Veš, zakaj sem se zasmejala, veš, kaj pa karta? Metulji. Dobes. Tole sem se pa res nasmejala. Metulji so poleteli ven iz kadra, a ne? In nas malo nasmejali. Metulji pa simbolizirajo notranjo transformacijo. Za stabilizacijo vaše energije, dragi strelci, boste v tej jeseni pozvani, no te zdaj navdušeni, ampak glej, teta Kristi je samo messenger, boste pozvani, da predelujete in transformirate svoje vzorce, svojo preteklost, svoje bolečine, vse, kar vas je kadarkoli prizadel, tako naprej, vas ne bo pustil primer. Tudi če je včasih prišlo malo za vami, pa vas pustil primer, pa tako naprej, vas zdaj ne bo. Okay? Tako da zelo pomembno je, da zavihate rokave in rečete, ok, očitno je zdaj čas, da pač to naredim. Una Kristi Tečna je to rekla, ampak ja, res je čas, če ne. V bistvu neke stvari imate za zdraviti, še iz preteklosti, stare stvari so, razumeš, ki so v vas spale in znajo zdaj pride do tega, da bi vam povzročale nestabilne energije. Tako da, zato da note padali na tla. Štekaš spodoba? Ok. Tako da, dajte delati na tem, no, ampak se splača, se dobiš pa lepe nagrade. Evo, dajmo prišli 2, 4, 6, 2, 4, 6, ok, imamo vse. Tako je, in tako smo prišli tudi do konca našega nebeškega skopa, kako imeti stabilno energijo. Meditacije bojo izjemnega pomena. Pri nas bomo imeli meditacije, pa bomo imeli nadangelske delavnice, ki se bojo zgodile samo enkrat v septembru, pa se pa začnejo večji tečaj in potem ta priložnost gre, tako da hiter si pogled nadangel Mihael, nadangel Rafael prihaja. Mihael bo imel na čisto novo meditacijske terapije za vse vne, kar rabite, da vas še nekdo vam pomaga, da vas malo naštela. A veš, kaj mislim? Prihajajo številni tečaji in vsi naši tečaji imajo v bistvu darilo, torej unika imajo 4+ stopnje, imajo za darilo še tečaj bogatstva in obilja v vrednosti 888 €. Samo tokrat dajemo to na voljo, to ni stalna ponudba, tako da, če te kakšen izmed njih pokliče, poglej si vse skupaj na potovanje duse.si in želim ti en stabilen, miren in lep september. Lepo se mi in čau.